današnjim dnem že 30. obeležujemo Svetovni dan AIDS-a. Epidemija HIV-a je nažalost še vedno epidemija stigme, strahu in nezaupanja. Prvič se je začelo o tem govoriti oziroma so odkrili AIDS 1984. leta in od takrat je že zbolelo več kot 35 milijonov ljudi po svetu, torej je to zelo velik problem, ki se širi kot pandemija. V Sloveniji, hvala Bogu, še nismo tako zelo daleč, nekako lani jih je po statistikah zbolelo 48. Te statistike NIJZ pa kažejo, da približno en prebivalec na 1000 prebivalcev Slovenije ima AIDS. Je pa res tisto, kar je zaskrbljujoče in kar je tudi namen tega svetovnega dneva oziroma boja proti AIDS-u, da 1/3 ljudi ne ve, da sploh ima, ker je to še vedno tabu tema, še vedno je stigmatizirano. Tudi tisti, ki so v teh rizičnih skupinah, tudi mogoče, ki vejo, da bi lahko menjava spolnih partnerjev, potem tudi pri moških je to nekako bolj pogosto, se ne upajo iti na testiranje in to je tisto, na kar je treba ravno zato rdeča pentlja in tudi namen današnjega dneva opozarjati. Okužbo z virusom HIV povzroča tako imenovani virus človeške imunske pomanjkljivosti. AIDS pa je končna faza poteka te okužbe, ki se razvije v povprečju v 10 letih. Ta virus napade imunski sistem okuženega človeka in zaradi tega se sčasoma začnejo pojavljati različne okužbe, različni raki in v skrajnem poteku okužbe se pojavljajo tako hude okužbe in raki, da tudi ogrožajo življenje. In takrat rečemo, da je nastopil AIDS. Za AIDS so značilne tako imenovane določene indikatorske bolezni, recimo med oportunističnimi okužbami okužba s pneumocistis piskarini ali pa med raki recimo določene vrste limfomov ali pa gre tudi za nek splošen propad organizma. Velik mejnik je bil postavljen leta 2016, prvič, ko je več kot 53% ljudi, ki živijo z virusom HIV, dobilo možnost, da se tudi za to bolezen zdravijo. Še vedno se v Sloveniji testira relativno malo ljudi glede na število prebivalcev v primerjavi z ostalimi državami Evropske unije, vendar si želimo, da bi se testirali zlasti ljudje s tveganim življenjskim slogom. Podporo osebam, ki živijo z virusom HIV, lahko izkažemo tako, da jih ne stigmatiziramo in tudi, da si nadenemo rdečo pentljo. Tudi ta rdeča pentlja je danes nekako podpora vsem, ki so zboleli za AIDS-om, ki imajo HIV po celem svetu in tudi ena taka možnost preventive, da pač vemo, da se to ne bo še širilo tako, kot se v velikih številkah na svetovnem nivoju tudi širi. Bolezni zaenkrat ni mogoče pozdraviti dokončno. Na tem se veliko dela, tudi veliko pišejo mediji, ampak da bi se čisto pozdravil, ne. Je pa res, da lahko bolniki, ki že imajo AIDS ali HIV, dosežejo normalno življenjsko starost z rednim jemanjem zdravil, ki so za to predpisana. Zmanjševanje tveganja okužbe so tudi varni spolni odnosi. Zagotovo uporaba kondomov, to je najboljša zaščita kot preventiva AIDS-a, ker bi še pa poudarila, da se res, ker smo rekli tudi za slino, ni samo to vaginalni spolni odnos, je tudi seveda rektalni in tudi preko oralnega, čeprav to najmanjša možnost, tako da najboljša zaščita je seveda samo testiranje, da sploh vemo, da mi tega ne prenašamo naprej, potem pa seveda pri spolnih odnosih zaščita s kondomom. Je pa tudi tisto, kar kažejo statistike, pri moških, ki pač imajo spolne odnose z moškim, ta okužba in tudi tam je največ tistih, ki imajo tudi HIV. Testiranje za HIV lahko v Mariboru opravite v UKC Maribor na oddelku za nalezljive bolezni in vročinska stanja na Ljubljanski 5 vsak ponedeljek od 10. do 12. ure z zdravstveno kartico.